Dobrodošli na Suhem. Na drugem pogovoru Sofijinega simpozija, ki se bo odvijal vse do sredino novembra v Atriju ZRC-ZU in v Škucu in v sklopu dogodkov ob rojstnem dnevu in praznovanju, ki pritiče ZRC-a in knjigarne Azil. Nocoj dogajanje se bo stopnjevalo, tako da ostanite z nami čim dlje. Trenutno pa dobrodošli in veliko veselje mi je, da lahko za omizjem pozdravim 3 goste, doktorje znanosti, s katerimi se bomo pogovarjali o Luu Adamiču oziroma o njegovi aktualnosti za današnji čas, za razmisleke o današnjem svetu, ki se zdi, da so v resnici, da je presenetljivo, kako zelo lahko besedila izpred 100 let približno še vedno odzvanjajo in so relevantna tudi v današnjem prostoru in času. Tako da bi pozdravila skrajne leve proti meni, najprej umetnostnega zgodovinarja in kustosa Moderne galerije, dr. Marka Jenka. Leta 2019 je bil tudi kustos razstave Na robu vizualna umetnost v Kraljevini Jugoslaviji, katere del je bil tudi potopisni vpogled, vrnitev v rodni kraj, torej po poteh Lua Adamiča, ko je obiskal svojo rodno domovino. Potem zraven njega zgodovinar in avtor spremne besede, prevoda Moje Amerike prvega zvezka, dr. Milan Marđenović, ki bo prvi dobil besedo, ampak še prej pa filozof in literarni zgodovinar, ki me je popravil, da doktorat šele pripravlja in je bil zaradi tega oziroma v luči tega tudi pred kratkim v Ameriki, kjer je po arhivih raziskoval ravno pravzaprav ostanke in odmeve Lua Adamiča, tudi v ZDA, ne samo v slovenskem prostoru. Blaž Kselman, če enkrat če povem, ampak mislim, da sem že filozof in literarni zgodovinar. Tako da, moje ime je Kristina Božič, sem novinarka, imela pa sem tudi veselje in čast, da sem lahko prevedla prvi zvezek in trenutno poteka še zaključevanje prevoda drugega zvezka knjige Moja Amerika Lua Adamiča, ki je nastala v obdobju med leti 29 in 38. Adamič se zdi, da je pisal, da bi razumel, da bi sam razumel svet, v katerem se je znašel oziroma v katerem je bival, in hkrati ga je s svojim pisanjem želel pojasniti tudi drugim. V resnici presenetljivo iskreno, če gledamo z današnjega stališča, ni imel težav s tem, da je priznal v bistvu vse svoje dvome, napake, pomanjkljivosti. Vsekakor je pa njegovo pisanje se zdi nekako zaznamovalo predvsem temeljno sprejemanje enakopravnosti vseh, zelo jasen pogled usmerjen proti migrantskim delavcem, proti priseljencem oziroma ljudem, ki so šele prišli v novo domovino, iskali svoj prostor in kako lahko prispevajo. In verjel je, da pravice so univerzalne in pripadajo vsem, hkrati pa je gojil izrazito nezaupanje do vsakakršnih totalnosti. Zdaj, dr. Milan Marđenović se je tudi v svojem doktoratu ukvarjal z Luom Adamičem in tudi v bistvu z odzivi na knjigo Moja Amerika. Eden od citatov, ki zanimivo se mi zdi aktualno odzvanja tudi danes, je od novinarke Ališe Peterson, ki je napisala: Ameriške sanje se lahko kadarkoli spremenijo v nočno moro, ko je recenzirala Mojo Ameriko. Pa bi prosila mogoče najprej za to, da razumemo pravzaprav, kakšno je mesto bilo Moje Amerike v tedanjem trenutku, kakšni so bili torej odzivi na knjigo Lua Adamiča, ki je ena bolj obsežnih, kar so tudi nekako
opazili in zaznali in kaj nam pravzaprav te odzivi povejo tako o avtorju, kot v prostorih, kjer so se zgodili. Ali je bilo to v Jugoslaviji, ali je bilo to v Ameriki. A nam povejo tudi kaj, kar je aktualno za danes. Ja, najprej hvala za besedo, pa veseli me, da ste se kljub tem vremenu udeležili v lepem številu. Hvala organizatorju za vabilo, tako da zdaj na vaše vprašanje bi odgovoril na tak način, da bi povedal, kako je sploh do knjige nastalo. Adamič je v bistvu podnaslov knjige naslovil na letnice, ki se nanašajo 1928-38. Želel je tej svoji knjigi na nekak način povzeti zadnjih 10 let, takrat, ko je knjiga išla svojega javnega delovanja. Že prej je tudi deloval v svojih književnih kulturnih krogih, kjer je kot anonimno prevajal različna dela slovenskih, hrvaških, čeških avtorjev v angleški jezik, ampak z letnico 1928 je pa prvič nastopil javno in eno njegov najbolj odmevnih del je bilo Dinamit, kjer je povzel zgodovino delavskega boja v ZDA. Takoj za to knjigo je izdal še svojo avtobiografijo Smeh v džungli. Sledilo je pa njegovo najbolj odmevno delo, to je pa The Native's Return oziroma Vrnitev v rodni kraj. Ta knjiga ga je pa v bistvu s to knjigo je postal najbolj prepoznaven v Ameriki, zato ker ga je tudi takratni klub The Book of the Month Club je razglasil njegovo knjigo za prvo knjigo meseca in je bila prodana v prvi rundi v 50,000 izvodih, kar je zelo velika številka, tudi za slovenski, nasploh za ameriški prostor, kaj šele za slovenski. Kasneje so to knjigo še večkrat ponatisnili, tako da ocenjujemo, da jih je več kot 100,000 v izvodih išlo. In ko je Adamič to knjigo izdal, je pravzaprav reakcija na njegov opis njegove rodne domovine bila večinoma sicer pozitivna, ampak bilo je veliko negativnih reakcij. In tu se mu je zdelo, da je to delo nedokončano. In zato je v tej knjigi Moja Amerika poskušal odgovoriti na nekatere kritike, ki so prišle v časopise glede njegovih opisov takratnih dogajanj v Jugoslaviji in zato je v tej knjigi glede tega najbolj zanimivo tudi poglavje, ki govori po vrnitvi v rodni kraj. V tej knjigi on povzame vse te osebne napade, ki jih je doživljal, ker je pač povedal en primer, ko sem prišel v Slovenijo leta 1932, so me v goste sprejeli kolegi iz Ljubljanskega zvona, to so bili takrat napredni liberalni krogi, zaradi tega so se pa odpovedali pisci katoliških krogov, ki so delovali v časopisu Dom in svet. In to se je njemu zdelo hecno, zato ker v Ameriki je on lahko objavljal v revijah, ki so tudi bile bolj konzervativno usmerjene ali pa v revijah, ki so bile liberalno usmerjene, objavljajo tudi v revijah, ki so bile socialistično usmerjene, pa nikoli si kakšna revija ali pa avtorji si ga niso lastili. In to, da si ga nekdo poskuša lastiti, se mu je zdelo za slovenske razmere zanimivo, zato je to na nek način, to izkušnjo refleksijo je v tem poglavju zelo dobro povzel in zato tudi tisti, ki poznate Adamiča in njegova predhodna dela, in priporočam, da si to poglavje res preberete, ker je zelo zanimivo in veliko enih zanimivih odgovorov, tudi aktualnih, najdemo v njej. Zdaj, kar ste pa vprašali glede odzivov na knjigo, Moja Amerika je bila, kar se prodaje tiče, bolj slabša od prejšnjih knjig zaradi obsega, ampak je požela kljub temu ene par dobrih pozitivnih kritik. Eno ste omenili, Alicia Patterson, ki izhaja iz ene zelo pomembne novinarske družine v Ameriki. Mislim, da njen dedek je bil urednik Chicago Tribuna, njen oče je ustanovil časopis The New York Daily News, če se ne motim, ona je pa bila urednica tega književnega lista in je naslovila, pač citirali ste že, kaj je povedala, da se ameriške sanje lahko kadarkoli spremenijo v nočno moro. To se v bistvu danes že dogaja, ker Adamič je v tej knjigi, v tej obsežni knjigi povzel, kaj je bil problem Amerike za njega takrat. Namreč premalo demokracije v gospodarstvu je bil njegov odgovor. Se pravi, sindikati, ki so se v 30 letih pojavili zaradi New Deala pa reform, ki jih je izpeljal ameriški predsednik Roosevelt, so se začeli pojavljati v množičnih številkah
in Adamič je nekako v tem pogledu ocenil, da bi se lahko ameriška družba bistveno bolje demokratizirala s pomočjo sindikatov. In tukaj je videl eno prednost pred Evropo, ker takrat je Evropa šla v drugo smer. Pojavljale so se diktature, fašizem, nacizem, Evropa se je pripravljala na vojno, celo zadnjo poglavje, ki bo v drugem zvezku, ki še ni prevedeno, tisto je bolj aktualno, tam dejansko Adamič opiše, kako se Evropa pripravlja na vojno, kako se vse države pripravljajo na oboroževanje, medtem ko Amerika ne ve, kaj bi še naredila. In on tu predlaga, da bi bilo treba tisti denar, ki ga bi sicer porabili za obrambo, bi ga bilo treba vložiti v gradnjo socialnih stanovanj, v krepitev socialne države, skratka, take zelo aktualne teme poudari. Tako da, kar se tiče teh odzivov, so bile zaradi tega na neki način pozitivni, negativno so pa se odzvali v New York Timesu, ker so seveda Adamiču očitali, da je knjiga preobsežna, sicer so ga pohvalili, da je imun na ideološke doktrine in pohvalili so njegov kritičen odnos do vseh oblik ideologij, ampak kljub temu je v knjigi bilo napisano, da primanjkuje tista rdeča nit, ampak tisti, ki poznamo Adamiča in njegova predhodna dela, se nam zdi ta knjiga eno pomembnih referenčnih del, sploh za zgodovinarja, ker v knjigi res ene stvari tako podrobno opiše, kakšno stanje je bilo v Ameriki takrat v 30 letih, ki je na nek način lahko podobno tudi današnji situaciji, pač recesija, brezposelnost, socialna kriza, ljudje ne vejo, kakva bo prihodnost, negotovost pred prihodnostjo, skratka, te zgodbe, teh ljudi, ki jih je srečeval v Ameriki, povzame v tej knjigi. In seveda je tu še več, o tem bi lahko povedal, ampak bom kar tu se ustavil, da ne bom predolgo. Okay. Mene v resnici je tako navdušal tudi ta citat iz New York Timesa, ker vsem so tudi nekako prepoznali, da pravzaprav on, kot nekdo, ki je na nek način prišel in spoznava in piše o tem svojem procesu spoznavanja Amerike, so vendarle ugotovili, da celo bolje razume Ameriko, kot tisti Američani, ki so že nekaj generacij lahko Američani in se lahko na ta način potem potrkajo po prsih. Hkrati je pa zanimivo tudi, kako so znali pravzaprav oziroma kako je Adamič znal prepoznati in kako so to tudi kritiki prepoznali kot njegovo krepost oziroma vrlino, da je v bistvu bil zelo kritičen in je vedno opozarjal na nevarnost radikalnih idej, polarizacije, propagandne zaslepitve, nekaj, kar se zdi danes zelo aktualno. In meni recimo je bilo tudi zelo zanimivo, kako natančno je čisto kot novinar pristopil in pravzaprav opisal organiziranje desnice, ki je širila sovražni govor do prišlekov, migrantov, migrantskih delavcev, ki ustvari v resnici prazna društva, ki se potem organizirajo kot v neko združenje, ki nastopa kot sogovornik odločevalcev, ker je predstavnik civilne družbe in tako pravzaprav ustvarjajo več glasu, kot ga v resnici v družbi imajo. In v tem se mi zdi tudi neka taka dragocenost uvida, ki včasih danes zmanjka, kar preseneti. Pa glede na to, da je bila vrnitev v rodni kraj že omenjena tudi in v bistvu poglavje, ki se nanaša na to tudi v knjigi, bi se mogoče dr. Marko Jenko obrnila k vam. Kaj so za vas bili nekako najpomembnejši uvidi Adamiča o Jugoslaviji, o Ameriki? Takrat se je govorilo o teh talilnih loncih, ampak hkrati v bistvu mislim, da tudi v besedilih dr. Mrdženoviča je opozorilo, da Adamič ni verjel v to, ni verjel v to, da bomo vsi enaki, ampak da smo vsak zase lahko vseeno skupaj in smo skupaj več. No, jaz bi se, kar se tiče odgovora na to vprašanje, ga lotil po eni posebni smeri prek umetnosti zgodovine oziroma takole je, kar se tiče Luja Adamiča in njegove vloge oziroma vloge tega prepovedanega dela v Jugoslaviji, vrnitev v rodni kraj, to je treba poudariti, je pomembno poudariti sledeče. Torej, kar se tiče vizualne umetnosti, nekoliko širše, ne samo likovne umetnosti, ima tukaj v Sloveniji že neko zgodovino.
Ko se je ta razstava pripravljala se je 3-4, skoraj da 5 let vnaprej, pač tako zaradi finančnih razlogov, samih študijskih, seveda predvsem pa političnih, no tudi tukaj lahko marsikaj povem, kakšen odnos je do besede Jugoslavija v Sloveniji, na Hrvaškem in pa potem recimo Srbija, Bosna in ostale bivše države. Stvar je bila v tem, da pač, kar se tiče teh 30 let oziroma gre za obdobje od januarske diktature pa do leta 1941, torej začetka druge svetovne vojne tukaj na jugoslovanskih tleh, da sem jaz osebno iskal nek vstop v to problematiko oziroma kako je bilo z umetnostjo v času diktature, torej v času ali pa začetku 30 let, ko so vsi že vohali, da bo dobesedno vojna se kmalu zgodila in to seveda tudi čutimo lahko v vrnitvi v rodni kraj, kako na to opozarja konec koncev sam Adamič. Ampak na Adamiča je tukaj je tako neka zahvala Alenki Pirman, velika zahvala v resnici, zato ker me je ona opozorila, ko iščeš vstop, nekoliko drugače, nekakšen tip razstave to bo, ali bo to neka pregledna razstava, kronološka razstava, bo to neka, ne vem, tematska razstava, kakorkoli že, glede na to, da ni imela precedensa niti v Jugoslaviji. Kljub temu, da so 30 leta začeli odkrivati že na začetku 50 let, konec koncev leta 51 je bila prva neka pregledna razstava, recimo temu umetniške produkcije v 30 letih, kar je bilo precej škandalozno, ampak mnogo bolj obiskano kot pa recimo začetki abstraktne umetnosti pri Lubardi. In Alenka Pirman je toliko let nazaj skupaj z Markom Pelhanom odkrila, če lahko tako rečem, Adamiča, torej dva vizualna umetnika, in sicer resnico v Los Angelesu. Ste potem tudi priredila neko manjšo razstavo, skratka skupaj nekako spredno s prevodom, tako da mi je ona to predlagala. In to je bil nekako zame pravi vstop. Zakaj? Zato, ker si nisem želel neke, kako bi rekel, pregledne razstave, po drugi strani pa ne samo recimo nekih tem ali pa vprašanj, ki bi bila zgolj likovna in tako naprej. In tisto, kar je bilo pri tej knjigi zame ključno, je to, da, vsaj tako jaz gledam, da sem bil soočen v resnici, kako bom rekel, skupico nekih kontrastov. Zdaj, ali ne bo to mesto, podeželje, ali ne bodo to bogati, revni, ali ne bo to režimsko, protirežimsko in tako naprej. Skratka, konec koncev vse poti potem vodijo k nekemu antagonizmu, ne. To je tisto, se mi zdi, kar je bilo najbolj ključno. Ampak ne samo to, da ne gre v resnici za eno Jugoslavijo, tisto, kako bi rekel, Jugoslavijo zedinitelja, ne, torej kralja, ki je nastopala, in to smo lahko tudi na razstavi se lepo videlo, nastopala kot nek nevtralni kontejner, če lahko rečem melting pot, talnilni lonec, za zelo različne identitete. Ne bojo to v glavnem Srbi, Hrvati, Slovenci, vemo, Makedonci so bili južni Srbi in tako naprej, skratka nekateri so svojo identiteto dobili potem šele s socializmom, če lahko tako rečem, ampak seveda identiteta, ki je bila očiščena, ne, si bil lahko nacionalista, ampak do neke mere, ne, torej pazi do katere mere. Tako da v tem smislu je potem nekako podlaga, torej ta njegov potopis, kako je videl Hrvate, vsi ti njegovi zelo lepi, tudi hudomušni, ne, predvsem recimo pri Črnogorcih, to feministični poudarki, ne, pazi, ti igraš viteza, tvoja žena pa za teboj se na hrbtu nosi in zate in tako naprej, skratka. Ampak tukaj z vidika likovne umetnosti, ker seveda, ko imate opravka z umetnostjo, zgodovino pa zgodovino, treba stvar, ne, v umetnosti nekaj skače na dan, in tudi, ali pa bom rekel, predvsem pri umetnosti, ki je režimska. Kakor da režim ne more, da ne bi začel na neki točki govoriti resnico o sebi, ampak bom rekel, navkljub sebi. In tukaj z tega vidika sta bila zelo zanimiva primer Meštrovića in pa Dobrovića. Ne. V bistvu so to v resnici dva, ampak pri Meštroviću je bilo to zanimivo, ne, se pravi, absolutno Adamič ga izjemno ceni, ne, lokalni genij, tako na genius loci, bla, bla in tako naprej, ampak je zanimiv ta kontrast spet znotraj med tem, kako opisuje Meštrovića in potem, kako ga študenti, kako ga mlajša generacija vidi, ne, to je že delirantno jugoslovanstvo, to je nek panslavizem, to je preteklo, to je ne bom rekel demode, ampak zdaj mi je ta beseda na glavo prišla, pa tako, pač. Skratka, to je bilo zelo zanimivo, ali pa pri Dobroviću, ne, in Petar Dobrović, odkrili smo celo, da obstaja še njegov, torej on je portretiral Adamiča, ko je bil v Dubrovniku in ta portret se danes nahaja v kući Legata v Beogradu.
tako da smo imeli tudi to srečo, da smo ga razstavili. Ampak zanimivo je pri Petru Dobroviću in to je, kako bi rekel, vsa ta zgodba o kontrastih, antagonizmih in tako naprej na več različnih ravneh, tudi znotraj same umetnosti, če se spomnimo na to, kar se je dogajalo na Levici, ne, ta spopad na Levici in tako naprej, logično, tudi Skrleža je tista ključna točka, ampak pri Dobroviću je zanimivo, ne, to je tisto, kar smo skušali tudi izpostaviti in kar smo prek Adamiča skušali izpostaviti. Petar Dobrović je, recimo, tipični povojni modernist. Ne? Njegov, bom rekel, slogovno gledal ni bil za Jugoslavijo takratno nikakršen problem. Celo je bil izbran, da je zastopal Jugoslavijo na Beneškem bienalu, ko se je celotna zgodba ali kaj takega, kot je jugoslovanska umetnost, sploh obstaja. Ne? Očitno je, to je bila zasluga Milana Kašanina in predvsem muzeja kneza Pavla, ampak znotraj njegovega opusa, kljub temu, da ni nobenih slogovnih premen, on dela portrete recimo urednikov revije Danas, ki je bila popolnoma protirežimska. Ne? Ta njegovo kapitalno delo je velik portret redakcije časopisa Danas. Ne? Ampak po drugi strani se pravi, da imate, kako bi rekel, celo neke konflikte znotraj enega opusa ali pa zdaj, koliko je tukaj nek oportunizem, tudi kar se tiče samega umetnika, pa preživetvena v redu, to je to absolutno treba upoštevati. Ampak to je meni tisto, kar je bilo meni ključno, torej ne samo recimo mesto, podeželje in tako naprej, ampak potem tudi ta kontrakt, kako je vse to, kar je bilo podeželskega ali pa ko se je iskalo avtohtono, nativno, kaj zdaj to jugoslovansko, je bilo vedno mestni pogled na podeželje. Umetnikov, ki so iz podeželja prišli v mesto in potem pričeli slikati, ne, in tako naprej. Ali pa recimo v fotografiji, zelo zanimiv primer, in to je tudi tisto, kar se da prek Adamiča, mislim, kako bi rekel, skoraj da deluje kot neka prizma ali pa povečevalno steklo za Jugoslavijo 30 let, ne, zato ker se pravi, kot sem rekel, Kraljo je tudi v filmih, turističnih filmih. In ti turistični filmi so bili zanimivo vedno potopisni, ne, film sur la Jugoslaviji, ki je bila prav za tujce, ne, Jugoslavija je neki road movie, potopisno gremo od Slovenije, od gora in vse te partikularnosti, se pravi melting pot za vse te partikularnosti. Skratka, ampak v resnici, ne, Jugoslavija ni nek nevtralni okvir, ampak je več Jugoslavij hkrati. In to je tisto, kar zasleduje, ne, tako da skozi to vprašanje, kako bi rekel, v kakšni družbi mi sploh hočemo živeti. Tole, kar je, če uporabim Trumpov izraz shithole, ne, se pravi, kakšna opcija sploh obstaja. In to mislim, da tudi prek umetnosti spravi, kako bi rekel, tudi ta konfliktnost, ki je lahko znotraj enega samega umetnika, ne, lahko tudi, bom rekel, neka izgubljenost, kaj zdaj, ali pa ideološka izgubljenost lahko celo, ne, da lahko malo preskakuje, ker ne ve. Ampak zanimivo je to, ne, da se pravi, da se je tukaj poklopilo potopis in potopis, ki je lahko tudi čist, bom rekel, uradna režimska forma predstavljanja Jugoslavije ali pa čist antirežimska forma Jugoslavije. Ampak videli se je konec koncev, da se je Jugoslavija ponudila v nekem trenutku in tudi jugoslovanska umetnost kot nek prazen zaslon, na katerega je očitno lahko marsikdo, karkoli mu je že padlo na glavo, lahko naslikal, ne. Kralj je to, protirežimsko to, skratka, katera Jugoslavija, ne samo ta Jugoslavija, ampak katera, kakšna. Ne. In to se mi zdi tisto, kar je bilo, kako bi rekel, kar je konec koncev postala rdeča nit celotne razstave, kar smo konec koncev s pomočjo njega tudi, in tudi, kako bi rekel, z določenimi citati iz samega dela in tako naprej skušali pokazati. Ja, tako da to je to. Jaz mislim, da je tukaj neka, kar konec koncev, tudi ko se govori o kapitalizmu, a smo še o kapitalizmu ali kaj nas čaka v prihodnosti, ne, je vedno to, da imamo nek nevtralni kontejner za zelo različne identitete, ne, ki jih pa ta kontejner v resnici omejuje. Ne. Zdaj, ta problematika identitarnosti je pa potem seveda, mislim, tako jasna, ko opisuje Hrvate, Slovence, tudi karakterno, čisto kot nek, bom rekel, nacionalni značaj, Črnogorce, Makedonce in tako naprej. Ampak je pa zanimivo to, kar se tiče kako bi rekel, tega vrnitev v rodni kraj, ne, ta pogled, ki je bil meni pomemben, ne domačega tujca, ampak tujega domačina, ki je zgrožen na tem, kar je tukaj videl, skoraj da, kaj vidim na periferiji, da je, da bi rekel, nekaj hujšega, kar v Ameriki na periferiji kapitalizma, vidiš kapitalizem skoraj da in vitro, kaj počne. Ampak kar je bilo meni zanimivo je to, kako se je ta knjiga promovirala v Ameriki
ker nekako je sovpadlo to, kar so skušali doseči prorežimski umetniki, ali pa recimo, kar je konec koncev skušal doseči tudi sam kralj, ne, je pa s to avtohtonostjo, kaj zdaj jugoslovansko, avtohtono, nativno, kakorkoli že, da se je knjiga, in to me je pa Alenka Pirman opozorila, ki je za nas preštudirala pač arhiv v NUK-u in je tudi reklama oziroma tak velik poster za knjigo iz Amerike in sva skupaj opazovala tipografijo, font, The Native's Return. In font je, kar je najbolj, mislim, to je smešno, če govorimo o avtohtonem, nativnem, pradavnem in tako naprej, ker je bila ista zgodba, ki se je tudi umetnost v zgodovini izpostavila, da je font isti, kot je pri filmu Jurassic Park. Ne? Tako se pravi, ne, starodavno in tako naprej. Skratka, tukaj je tudi nek poklop med tem, kako se je to knjigo, na kakšen način se je tudi to promoviralo potem zunaj. Ampak na isti način je režim tukaj promoviral jugoslovansko umetnost v tujini. Ne? Tako da, toliko zelo na hitro. Pa mogoče sam pod vprašanje, glede na to, da so bile te identitete omenjene, pa to poglavje tudi v bistvu z Otonom Župančičem, ki je povzročil na nek način škandal, ko je poudaril, da Lou Adamič je vseeno tudi še vedno Slovenec oziroma slovenske matere sin, ne, kot se rado v teh okoljih govori oziroma uporablja ta izraz. Za vas je Lou Adamič bil kdo? Jaz mislim, da tisto, kar je ključno zame osebno in kar smo skušali oziroma skušal s tem samim konceptom prek kontrastov, antagonizmov in tako naprej, je neka temeljna razkoreninjenost. In to je ta, tako da bi ga opisal, kot nek razkoreninjenec. Ne? Nekdo, pa ne samo v smislu, da lahko zavzame distanco do rodne dežele, ampak na nek način, ampak to ni tista prazna meta izven pozicija. Ne? On se še skozi zaveda, kako del tega je, ne? Ni se izuzel samo. Tako da bom rekel, to vprašanje razkoreninjenosti se mi zdi pri njemu ključno. Ne? Ta pogled tujega domačina, če lahko rečem, ali pa domačina, ki je sposoben, bom rekel, zasukati perspektivo pa kot tujc pogledati na deželo, ampak ne recimo kot drugi veliki potopis tega časa, recimo Rebecca West, ki bolj kot ne popis bogatstva Jugoslavije, ne za zahod, no poglejte, kaj lahko vse Evropate. Ampak ne, nekaj popolnoma druga. Mislim, da je to tisti pogled, ki ga iščeš konec koncev tudi pri samem umetniku, čist vizualnem ali pa likovnem. Ne? Neko nesovpadanje s seboj, nesovpadanje termina Jugoslavija s seboj, se pravi vse tiste točke, kjer se neki režimski, če lahko tako rečem, zgodbi zatika, tudi nakljub njej sami. Ne? In skratka, to je tisto, kot razkoreninjenec, no, tega besedo, ali pa skoraj da v smislu, tako kot bi, ne vem, če bi uporabil, ampak to je v redu, to je pa že malo kantovsko, pa na Karatanija, ne, kot kantovski Weltburger. Pa ne govorimo o tistem kozmopolitstvu, tako, mislim, tem praznem, ali pa bolj to, kar je tudi konec koncev Župančič, ne, glejte ga, prišel je Adamič, ne, pa mal, ko bo rekel, stisno tole slovenstvo tukaj, ne. Tako da to je to. Zelo enostavno upam. Zelo lepo, hvala. In zdi se, ne, da glih ta razkoreninjenost na nek način vedno omogoči Adamiču, da gleda svojim sogovornikom iz oči v oči, ne, pa ali je to nek reven kmet iz Hercegovine, ali je pa to konec koncev kralj ali pa premier oziroma predsednik vlade Anglije, predsednik Amerike ali kakorkoli že. Pa me zanima, Blaž, analiza v bistvu na nek način pisanja, tudi žanrskih pristopov, kot si sam omenil, enkrat, ko smo se pogovarjali, kaj v bistvu to govori o Adamiču, oziroma kdo je bil zanj pomemben, komu je želel dati glas, čigave izkušnje nekako so bila zanj orodja, da bi lahko razumel svet, v katerem se je znašel. Lep pozdrav še v mojem imenu. Rekel bi, da je najbrž Adamič nasploh najbolj mogoče poznan po svojem ukvarjanju oziroma obdelovanju v svojih spisih, pa ne nazadnje ne samo v spisih, no tudi
govornih nastopih po celotnih Združenih državah, o priseljenskih skupnostih takrat. Najbrž je neka motivacija izhajala iz osebne izkušnje, torej bil je sam del ogromnega, če ga tako gledamo zdaj če malo fabuliramo zgodovino, no, kar je on delal, recimo tudi z drugimi, z nekimi drugimi izjavami, ki jih je prejemal od ljudi, lahko rečemo, da je bil del enega ogromnega vala, ki je migriral v Združene države, ker se je enostavno tam v tistem obdobju, že konec 19. stoletja, pa po začetku 20. pojavila potreba po delovni sili, po industrijski delovni sili zaradi kapitalske akumulacije, jasno. Sam je sicer šel potem čisto eno drugo pot, kot nam je znano, ampak je pa absolutno izhajal in bil zelo ukoreninjen, če smo prej govorili o razkoreninjenju oziroma izkoreninjenosti, kakorkoli je bil pa zdaj zelo ukoreninjen, vsaj od začetka v nekaj, kar lahko imenujemo mezdno delo. Preizkusil se je v marsičem. In ko govorim o tem velikem valu priseljenk in priseljencev v takratne ZDA, je pomembno povedati, in to seveda je stalnica Adamičevih spisov, da je recimo, da je takratna imigracija po sestavi in sicer po tej identitetni, če lahko tako rečemo, se pravi nacionalno, versko-etnični nacionalni sestavi, rasni delno, se zelo razlikuje od tiste zgodnejše, ki je mogoče že kako stoletje v tistem času in bila v Ameriki ali kakorkoli, pa ko si prej navedla, da so se imeli za mogoče bolj nekako pravoverne Američane, ali kako je bilo še rečeno. Ti so zase, pa tudi za vse ostale, najbrž prikladno niso vedeli svoje lastne situacije o tem, zakaj, mislim, jasno, politična motivacija je takšna, da je niso želeli, so vzpostavili nek standard belskosti, recimo protestantske razpovedi, kakorkoli, pa v glavnem anglosaškega recimo porekla. Pa Skandinavci so zelo še zgodaj prihajali, kakšni Nemci pa tako naprej. Potem imamo pa, mislim, in seveda ključno, kar je, in to včasih pozablja celo Adamič sama, v nekih zelo naivnih popisih, kako je nekdo, ki je prišel z Nizozemske, zasedel ene prostrane širjave, da je tukaj čisto zbrisana neka predhodna zgodovina, da so se te zgodnji priseljenci utemeljili na genocidu nad staroselskim prebivalstvom. To je zelo pomembno, se mi zdi, povedati, ko govorimo o teh vprašanjih. Zdaj, ko je tja prišel Adamič, je pa v glavnem, se pravi, ta nacionalna in etnična in tako naprej sestava zamenjala in je šlo bolj za, recimo, kot je bil on sam, kaj pa vem, priseljene ljudi z periferije, takrat Avstro-Ogrske, no, ko je šel on že zelo v zadnjih izdihljajih. Slovani so bili to, Judje recimo, iz caristične Rusije, Italijani recimo, se pravi, druga strukturno nekako recimo drugo prebivalstvo, če upoštevamo kot nek pomemben konstrukt za razlikovanje med ljudmi v družbi, ki seveda predstavljajo, ne vem, neke nepomirljive konflikte, od katerih lahko recimo, zelo zdaj skematsko rečeno, profitira, ne vem, ameriški kapital v tem primeru, če uspe razdeliti delavstvo na, ne vem, na to, da si po rasni ali pa nacionalni pripadnosti eni drugi vidijo kot v medsebojnem konfliktu in kot družbene skupine z različnimi interesi, ne pa dejansko skupnimi interesi, da bi se formirala recimo v nek močen kolektiv, ki bi se lahko postavil za svoje interese, ne vem. Tako da v teh recimo ideoloških spopadih v tistem obdobju, ko so bile neke konzervativnejše pozicije, ki so zastopale torej to teorijo domala neke
ves čas je prisotna seveda tudi belska večvrednost in tako naprej, pa da bi se morali prilagoditi, da ameriškost lahko pomeni mogoče samo prilagoditev temu belskemu standardu ali kakorkoli že v narekovajih standardu, belskemu protestantskemu in tako naprej, ali na drugi strani mogoče nek talilni lonec, neki stapljanje vseh kultur, ki mu je Adamič eksplicitno nasprotoval, to je treba povedati, zaradi tega, ker talilni lonec je zanj pomenil stalitev v točno to, v neko družbeno identiteto, ki je imela ideološko hegemonijo mogoče v tistem trenutku, torej bel, anglosaksonski, ne vem, protestantski Američan, kakorkoli. Tukaj, ne vem, še v zelo poznih predavanjih in nastopih govori tudi o, kot je naslovljen zbornik, tematski zbornik, tematski borec, tematska izdaja revije Borec, strpnost ni dovolj, v strpnosti je videl neko lažno, v bistvu zgolj neko prikrito nestrpnost, ne vem, rasisti smo lahko samo, ker nam kulturna umika za neke potrebe naše družbene interakcije to veleva, bomo zdaj še malo strpni, v resnici pa smo vedno malo tudi rasisti, pa malo tudi nekdo ne more biti bel pa tako naprej. In se pravi znotraj teh ideoloških konfliktov, nekih premeščanj, resnih zgodovinskih, torej družbenih protislovij, je Adamič v bistvu pograbil ravno, se je v bistvu soočil s temi vprašanji s pogledom, kot bi mogoče zgodovinar Howard Zinn, ki je bil ravno tudi preveden pravzaprav filozofija, njegova ljudska zgodovina Združenih držav, se je odločil za pogled od spodaj. Torej, ravno to neko priseljensko delo, ki je bilo zelo mednarodno po sestavi, če tako pogledamo, in ki do tedaj mogoče, ki je začelo šele pravzaprav prevladovati zaradi, kot sem povsem uvodoma omenil, potreb neskončne akumulacije kapitala v ameriškem gospodarstvu. Torej, na eni strani on je podelil glas temu, kar se včasih pejorativno imenuje neizučeno delo, ki je opravljalo dela v težki industriji, ki ni potrebovalo niti znanja angleškega jezika v tistem trenutku, ne vem, za delo v rudniku denimo in tako naprej. Postavil se je na družbeno pozicijo, torej znotraj kompleksne strukture družbenih odnosov, znotraj družbenih konfliktov, protislovij, razrednih in tako naprej, se je postavil, ne vem, vprašanje izkoriščanja, zatiranja, si upam trditi, da se je vsaj s svojimi besedili v 30-ih pa do konca, recimo Moja Amerika, tako kot je Milan prej omenil, na koncu se čuti, mislim, ne na koncu, tudi pri njemu se v koncu 30-ih čuti, da prihaja vojna, da se pripravlja vojna. O tem lahko pol debatiramo, kako se je ta pozicija spremenila, a je zavzel neko bolj frontniško, neko bolj narodno-osvobodilno, kakorkoli, vseeno neko, ampak vsaj v teh delih v 30-ih Milan je omenil uvodoma tako Dinamit, sploh jasno, še starejše, za 100 let nazaj popisani delavski boj, in pa Smeh v džungli, ki mislim, da je neka freska, neki portreti od spodaj, recimo, oziroma ljudi, ki se znajdejo v družbi v podrejenih odnosih, jim je gospodovano, tako rekoč. On je torej podelil zastopstvo njim, kar pomeni, da se je postavil zdaj, če malo, ne zarobantim, pa malo spet schematsko rečem, na neke razredne pozicije, ker recimo on ukrca proti koncu knjige Moja Amerika, ko govori o ameriških komunistih, pa tudi v njih malo kritično, malo cinično, malo sarkastično, kakorkoli, zanimivo branje, govori o reakcionarni ameriški delavski zvezi. To je bil torej sindikat, če je bilo prej govora o sindikalnem organiziranju v 30-ih recimo, to je bil že zgodaj v 20. stoletju sindikat, ki je zelo skrbel
za, ne vem, privilegije oziroma za neko materialno dobro stanje, praktično se je obnašal kot cehno, nekaj izučenega dela, ki ga je pa takrat neizučeno zaradi prestrukturiranj v družbenih odnosih začelo izpodrivati. In on je recimo pa dal zastopstvo njim. Recimo lahko bi reklo, da je bil zelo blizu pogledom oziroma si je delil poglede z industrijskimi delavci sveta, ki so takrat predstavljali neko organiziran mednaroden, večrasni delavski razred, ki ni zapostavljal niti, ne vem, ženskega gospodinjskega dela oziroma žensk v sestavi delovne sile v ZDA, na primer. To je bil, mislim, da bi si drzno reči, oziroma to je bilo pisanje Luja Adamiča in neke specifike, mislim, velik modernistični literat bi si drzno reči, ni postal tudi zato, ker je čutil to neko zavezanost, če zdaj malo vzneseno rečem, neki zgodovinski resnici, oziroma da je pokazal na pogoje, na neke nepomirljiva družbena nasprotja, kakor jih je takrat videl, pa smo lahko tudi kritični do njega, ampak mislim, da v glavnem jih je pa precej natančno videl v svojem času, v Združenih državah Amerike in jasno tudi pogled, ki si ga je lahko ustvaril, ko je prišel v Jugoslavijo, o tem je že bilo govora. Okay. Meni recimo se zdi tako izrazito zanimivo pri njemu, da njegova drža, saj zame se je zdela tako necinična in tako, da zares zaupa v dobre ideje. Zdaj absolutno ima humor in hkrati kot novinar v resnici gre delati delo, ki bi človek pričakoval, da ga bi mogli ameriški novinarji opraviti. Gre med rudarje, ki so izgubili službo, v ta železni pas. On je tisti, ki razkrije v resnici v nekem momentu najhujšo bedo in revščino teh mest, ki so izgubile industrijska delovna mesta. In zanimivo je tudi nekaj, kar je prej bilo že omenjen, tudi, mislim, ta kongres industrijskih organizacij, mislim, da CIO, ki se AFL, ki je bil omenjen, v bistvu spremeni. To se zdi, da so nekako sindikalna vprašanja, delavska vprašanja, ki so aktualna tudi danes. In Adamič v resnici s tem svojim razumevanjem ljudi, ne glede na to, od kje prihajajo, kakšno kulturo nosijo iz otroštva s seboj, in v teh idejah delavske demokracije oziroma industrijske demokracije odpira pravzaprav vprašanja, ki spravljajo verjetno v nelagodje marsikoga tudi danes, oziroma bi ga lahko. In bi na podlagi tega mogoče zastavila vprašanje vsem trem, kako razumete v bistvu današnje razumevanje ali pa tudi mogoče v preteklosti pa sprejemanje Adamiča v našem prostoru, ker ne nazadnje lahko bi ga razumeli kot slovenskega pisatelja, ki je postal veliki ameriški pisatelj. Zgodba o uspehu, junak. Res je prišel iz Grosuplja, kar v mogoče nekaterih krogih v Sloveniji nosi mesto, nažalost, neke predsodke oziroma stigmo. Hkrati pa verjetno nekaterim ljudem iz Grosuplja pač ustvarja neko nelagodje v svojih idejah o tem, kako bi bilo potrebno sprejeti vse oziroma vse obravnavati kot ljudi. Tako da, kako razumeti to, da mogoče Luja Adamiča ne poznamo bolje, da se o njem več ne govori, da ni naš večji junak. Pa se lahko navežemo tudi na to, ne vem, da so bile njegove knjige, kar je bilo preomenjen vmes v času kraljevine Jugoslavije prepovedane, ampak tako, kako vi na nek način razumevate njegovo pot v naš prostor, v naše poglede na svet? Hvala. Ja. No, predvsem je treba reči, da je bil Adamič direkten in iskren. To je pač neka lastnost, ki tudi danes ni najbolj cenjena.
Bom en primer navedel, ko sicer nima veze z mojo Ameriko, ampak ko je Adamič drugič prišel v Jugoslavijo leta 1949, je Tita, ali mislim, da njegove bližnje tovariše vprašal, pa zakaj se maršal oblači podobno kot Mussolini, a ne? To je bila seveda, to so se ljudje zgrozili nad tem, a ne? Ampak on je iskreno vprašal, a je to res potrebno, a ne? Ni nič slabega mislil s tem, to je pač njegov značaj bil tak. In zdaj jaz ne bi rad ugibal, ampak to so bili tudi eni od takih, to je bil en takih razlogov, zakaj tudi dolgo časa ni bila ta knjiga zadnja, Orel in korenine, prevedena v slovenščino. Se pravi, ta njegova iskrenost, pa ta odkritost, direktnost je morda problem, zakaj ga niso toliko sprejeli, mislim, sprejeli smo ga že mi, ko beremo, ampak ta vladajoča ideologija pa temu ni naklonjena, ne? Ker pač pri nas je še danes tako, da moraš pač biti ukalupljen in moraš pač paziti, kaj govoriš in moraš biti uravnotežen in korekten in ne vem še kaj vse, ne moraš si vse namisliti pa. In Adamič je tak kot pisatelj tudi bil, ne? Je direktno skritiziral, kar je bilo narobe, pa tudi znal je pohvaliti, kar je bilo pravilno. In to je bilo pri njemu, to je bil njegov trademark, njegova pač zaščitna znamka, no. Zdaj, druga stvar, ki sem hotel povedati, ne, pri Adamiču je tudi pomembno to, da on je to delavsko gibanje spoznaval bolj iz stališča priseljencev. Ko je začel delovati kot pisatelj, je ugotovil, da je bila najvišja brezposelnost ravno med ljudi, ki praktično niso bili rojeni v Ameriki ali pa so bili druga generacija priseljencev. In zato se je tudi podal na to pot, da razišče to skupino ljudi malo bolj in je tudi v moji Ameriki napovedal, v bistvu, da bi si etnične skupnosti v Ameriki, ki so se takrat že organizirale, zaslužile neko enciklopedično obravnavo, znanstveno obravnavo, da se jih bolje spozna, ker po izidu vrnitve v rodni kraj je dobil na svoj naslov ogromno prošenj madžarskih Američanov, italijanskih Američanov, naj podobno knjigo za njihovo državo piše, ampak je povedal, da to preprosto ni mogoče, da to pač morajo njihovi narediti, da je to preveč za enega človeka. Tako da bi pa še eno stvar tudi dodal, ne, ko smo se že vprašali, za koga se je Adamič imel, ne, seveda to ne bomo nikoli vedeli, ampak jaz lahko mogoče ponudim en odgovor. Danes imamo dva izraza, ki se uporabljata kot sinonima, čeprav nista, ameriški Slovenec in slovenski Američan. Adamič je bil slovenski Američan, se pravi pridevnik slovenski z malo začetnico in imel se je bolj za Američana. Medtem ko priseljenci, ki so živeli v ZDA in so se imeli bolj za Slovence, so bili ameriški Slovenci. Tu je pa tudi treba poudariti tisto prvo pa drugo generacijo priseljencev, medtem ko Adamič je bil ta prvi, mislim, on je prispel v Ameriko, pa se je že amerikaniziral in se je praktično verjetno tudi imel za slovenskega Američana, kar tudi med vrsticami v poglavju, kjer obravnava te odmeve na svojo knjigo Vrnitev v rodni kraj, tudi pove, a ne, da mu je dalo misliti, kdo sploh on je, kaj je to nacionalna identiteta, kaj je sploh to, in je nekako bolj verjetno prišel do sklepa, da ja, seveda je možno biti Slovenec in Američan hkrati, ampak na tak način, kot sem povedal, slovenski Američan. Jaz bi pa tvoje vprašanje, kako bi rekel, prevedel eno drugo, ki je, to sem se trenutku spomnil, ko si ga zastavila, in iz pogovora mojega z Zdenko Vrtlecem, konec vprašanje je bilo, zakaj o njem še nihče ni posnel filma, igran ga celo večerca, pa z življenjski zgodbi, ki jo ima. Ne govorimo o dokumentarnem, ampak tako ne. Od tega, kako je prišel v Ameriko, ampak skratka do njegove skrivnostne, če lahko tako rečem, smrti. Ampak ne, jaz ga osebno vidim, seveda se strinjam, osebno ga vidim čist kot enega razsvetljenega človeka. Enostavno za voljo mišljenja je bil trn v peti tudi svojim tovarišem, kar lepo dokazuje tudi njegovo drugo potovanje v Jugoslavijo. Mislim, da je konec koncev to. Mislim, skratka, razsvetljeni človek, nič drugega, mislim, kolikor ima to seveda zelo enostavna trditev, ampak kolikor ima to seveda zelo globoke oziroma daljnosežne posledice. Je pa tisto, kar je pri meni zanimivo, mislim, kar je pri njemu zame zanimivo to, recimo, če se obrnem na konec vrnitve v rodni kraj.
Kako ni bil ta zanimiva, če lahko tako rečem, skoraj da zelo filmični prizor, mogoče najbolj filmičnih pri njem, ko se že vozi v vlaku in vidi tistega kmeta, ki ga pogleda nazaj, če lahko tako rečem, zdaj ta vrnem pogled se da interpretirati, ampak ne, bi človek rekel, ta vidi malega človeka, ki ne ve, kako je v primežu, kako z njim v bistvu kapital že pometa, pa tega še ne ve, pač vezan, kakor je še vedno na zemljo in na nekaj, kar je mogoče ne kapital na prvi pogled, ne. Ampak in če potem še upoštevamo so tisto paranojo, v kateri se znajde pred tem, ko zapusti Jugoslavijo, ki ga potem še spremljala, ne. Jaz mislim, da iz tega vidika meni tudi osebno zanimiv, ne, v redu, po eni strani trn v peti predvsem, ampak ima nek odnos preko tega kmeta do sebe, ker tudi on ne ve, tako da jaz mislim, da je tem celo neko skrito priznanje, da tudi on ne ve, kaj bo, kam to vse pelje, ne, in da je tukaj tudi nekaj točka, ki je zelo današnja. Ne, govorijo, a bo kapitalizma konec, a je to še kapitalizem, ali bo to kakšen nek povsem drug sistem, ne vemo. Ne? In jaz mislim, da je tukaj ena točka, da je bolj ne v smislu, da je razsvetljen v tem smislu, da bi bil transparenten sam v sebi, ali pa da je on pa sposoben za razliko od tega kmeta, ki ga gleda sposoben sebi stati za hrbtom, pa točno, ne, še zdajleč ne. Mislim, da je to neka ta slepa točka, kam in kako, ne? In da se tukaj treba boriti, se pravi, to je tisto, kar mi je zanimivo. Mislim pa, da se to, kako je bil on trn v peti, tudi svojim tovarišem vidi v vseh teh zgodbicah okoli njegove smrti. In tukaj je tudi zelo tako, bom rekel, skoraj da benjaminovsko, ali samomor, ali ga je Stalin, ali so ga nacisti, ne vemo. Ne? Zdaj so seveda špekulacije, oziroma, da so to bili domobranci, ustaši, kakorkoli že, sem tukaj se vidi, ne? Kako je bil za čist vse trn v peti. Ne? Mislim, z tega vidika in z tega vidika, kako on prek tega kmeta vidi konec koncev tudi sebe, ta slepa točka, kaj bo, pa seveda še čas pred vojno, ko so vsi vohali, mislim, da je tukaj živ, še vedno. Okay. Aha, pardon, ja. Mogoče bi začel pri tem, ne mislim, da sem imela, če mu lahko rečemo slovenski pisatelj v ZDA ali kako drugače, ali nekaj tasga. Pa bi mogoče imel tudi sam ta komentar, da se mi zdi, da ki gre najbrž v podobni smeri kot Markova opazka o razsvetljenem človeku, da bi ga v čisto ali pa otresel teh identitetnih oznak. Ker se mi zdi, da to, kar sem pregovoril, pa to, kar je on počel, da je že brskal po teh identitetah, po družbenih skupinah v neki družbi, ampak mislim, da mu na koncu vendarle šlo za neke vrste preseganje tega, da se ga najbolj lotimo, mogoče ali pa ga na najbolj pravem koncu zgrabimo, če rečemo, če pustimo te nalepke ali te označevalce ob strani. Ker mislim, da je to del težave, ki jo je Milan prej poimenoval, mislim, zgodovinsko je znana kot kriza ljubljanskega zvona. Mislim, tam je stari dobri konzervativec, ki takrat še ni bil strno, Josip Vidmar, ne glede na to njegovo siceršno zgodovinsko vlogo, je imel ves čas precej konservativen okus, se meni zdi, ne. Ga ni pripustil v nekaj, kar naj bi bila neka mitska pripoved o slovenski literaturi, ki je takrat jasno, mislim, še vedno nadomeščala neko domnevno politično organizirano skupnost, ki jo imenujemo država ali kakorkoli. Tako da mislim, da je bil tukaj Župančič, čeprav ga je postavil ob bok, ne vem, Cankarju, Murnu, Prešernu. Mislim, da je iz istih prepostavk Župančič štartal, ampak je nekako uspel nekako bolj naprednejše prepoznati, naprednejše prepoznati, saj ne bi ga želel nobeno nacionalno literaturo, ker je to pač neki ideološki konstrukt spravljati, ampak tako, kot pisca
pa mislim, da se je izkazal za, ne vem, da je naprednejša, progresivnejša gesta, da si takrat pripoznal Adamičevo pisanje, kot pa da si ga recimo zavračal. Tako da toliko, kar se tiče pa njegove, ja, če se sam navežem na smrt, pa grem pol kronološko mogoče nazaj v njegovo življenje, to je bila sigurno velika usluga, ne glede na to, ta tančica skrivnosti s temi anekdotami se niti ne želim ukvarjati zares, ampak mislim, da je bil res marsikomu trn v peti in je ta nesrečen iztek dogodkov, mislim, marsikoga osrečil. Zaradi tega, ker so bili tam začetek 50. blazno čudni časi v ZDA in da so se, ne vem, znebili sredi lona čarovnice enega Adamiča, ki moramo razumeti, če je danes praktično kurioziteta za akademske raziskovalke pa raziskovalce, je bil takrat, kot je bilo že rečeno, precej priljubljen za časa svojega življenja. Bila je največkrat mogoče ponatisnjena ali pa največji uspeh knjiga Vrnitev v rojstni kraj, ampak on je absolutno blestev od začetka z svojimi zgodnejšimi monografijami. On je lahko v Slovenijo prišel že z Guggenheimovo štipendijo, se pravi, njega so institucije ZDA, za kar verjetno ni lih, ne vem, pozitivno na tvojem življenjepisu, da se nagibaš na stran, ne vem, razlaščenih, ponižanih in razžaljenih in tako, mislim, so ga prepoznavale. In on je sočasno objavljal v literarni reviji v zgodnjih 30-ih kot, ne vem, poznejši Nobelov nagrajenec ameriški, torej iz Združenih držav Amerike, ni tako, nisem nič, oziroma je marsikaj, William Faulkner, in mimogrede mu ni bil všeč Faulknerjev modernizem. Ko je bil Faulkner nula, ko ga je bral 5 ljudi mogoče v Ameriki, Adamiča 1000, 10 000, 100 000 ljudi. Potem gre Faulkner seveda skozi recepcijo v Parizu, svetovno literarno prestolnico, gre v literarna nebesa, Adamič pa pač politično problematičen možakar, ne vem, potone. Recimo neka preprosta zgodba, bi lahko tako rekli. Ampak, mislim, splasno zanimivo, ne, ta vprašanja. Tako da, mislim, da je tako, no, neka asimetrična razmerja na eni strani, na drugi strani nekaj časa izjemno popularen, izjemno ga imajo radi, potem pa, mislim, no, mogoče zdaj tukaj, v tukajšnjem okolju doživlja neke vrste renesansa, recimo. To zveni prav. Jaz bom zelo vesela tudi kakšnih vaših vprašanj še. Mi je pa zelo fino bilo tudi v bistvu ta omemba tega pogleda skozi okno vlaka, ker to je tudi eden redkih v bistvu citatov, ki jih direktno Adamič tudi uporabil v Moji Ameriki in se mi zdi, da je prav res, ne, ta na nek način pogled, ampak hkrati tudi usmerjenost, torej kar tudi govori, ko govori o tem, kaj pravzaprav je pomembno za ljudi, ne glede na to, odkje, skratka, razumevanje tega, kaj prinašaš, ne, na kaj si lahko ponosen, ampak hkrati tudi pač usmerjenost naprej, ne obremenjenost, ampak usmerjenost v bistvu v svet, ki se ga gradi za jutri. Ne. Ja, jaz mislim čisto enostavno, da se nikdar ne norčuje iz nacionalnega ali pa kaj česa podobnega, ali pa folklore ali pa tako naprej. Ne. V redu, ima lahko kakšne pikre pripombe in tako, kot sem prej omenil pri Črnogorcih, ima tudi svoje pri Hrvatih, pa pijanih Slovencih in tako naprej, ki se en drugmu požigajo, da ne rečem kaj, kmetije, ampak enostavno tako pa njemu začutiš, ok, sej na to si lahko ponosen, ampak to enostavno ne more biti tvoje poslednje obzorje. Ali pa tako, kot je Milan tudi prej rekel, ne, ja. Iskrenost in kot piše na eni od tehle nalepk tudi, ne, pogum, ki v resnici zdaj šele ugotavljam, kako zelo aktualne so, ampak kakšno vprašanje z publike? Tam le še prihaja mikrofon. Čisto se mi je obrnilo zdaj v tem zadnjem vprašanju, ki sem bil staro, ne, zakaj Adamičnega poznam, še vedno aktualne. A se bo mogoče kdo lotil kdaj raziskovanja, se pravi odnosa v Jugoslaviji do Adamiča od 50 let pa do 70, recimo mislim, da v 70
Zdaj pa sam ne vem, a to je direktna replika? Prihajam iz Inštituta za slovensko izseljenstvo in migracije in po moje vsekakor bi se strinjala z ugotovitvijo, da odnos do Luisa Adamiča s časom ima neko amplitudo. Je popularen, pa ni. Je popularen, pa ni. Vidim Matjaž prikimava, profesor Klemenčič. V obdobju, ko sem bila jaz mlada raziskovalka in sem prišla na inštitut, ki ga zdaj vodim, je Janja Žitnik bila namenoma zaposlena najprej na akademijo, Slovensko akademijo znanosti in umetnosti pod vodenjem profesor Stanonika in pozneje se je potem pač osamosvojil inštitut in njena večletna, dolgoletna raziskovalna naloga je bila delo na Luisu Adamiču in pravzaprav to, kar ste vi izpostavila, že obstaja v številnih knjigah, ki jih je ona objavila, prav tako je bil v Nuku. Matjaž, jaz ti dam mikrofon, ti več veš kot jaz, ker še bolj poznaš to. Ne, v Nuku je bil kolega, ki je tudi kar poznal, ne samo poznal opus, ampak tudi skrbel za vedenje o Luisu Adamiču. Slovenska izseljenska matica je v teh letih, govorim o letih od 85 do 90, res pa je, da je po osamosvojitvi Slovenije vedenje od Luisu Adamiču upadlo v pozabo. Nekako v pozabo in se ga je ponovno nekako odrinilo na obrobja in moram reči, da sem zelo vesela, da se te stvari vračajo preko Milanovega dela, preko vas, ki ste tukaj govorili, preko tega, Kristina, da ne, po ne vem, kdaj je bilo tisto srečanje, ko smo govorili, da je treba začeti prevajati, ne, vse čestitke ob tem prevodu, tako da sem zelo vesela, da se ta revival dogaja. Hvala lepa. Hvala lepa za besedo. Jaz bi začel razmišljanje z letom 1981. Takrat smo nekako obudili Luja Adamiča in takrat se je zgodilo to, da smo tudi dobili raziskovalci recimo nalogo od politike, da moramo obuditi Adamiča. Konkretno Vida Tomšič je bila takrat tista, ki je bila vodilna sila pri tem, ne? Samo hkrati s tem pa se je zgodilo to, da če smo pa preveč šli v levo ali v desno, smo bili pa takoj kaznovani so strani gospe oziroma tovarišice Tomšič. Ne? Tako da je to zgodba, s katero se začenja ta zgodba o Adamiču. No, recimo, da je potem prišlo do tistega znamenitih 2 simpozijev o Luju Adamiču, torej 81. leta. Pobudnik za to je bil moj pokojni oče, vendar pa so potem takoj želeli politiki prevzeti vlogo iniciatorja pri tem. Ne? Vida Tomšič je Draga Druškoviča pooblastila za to, da se je ukvarjal z Adamičem. No, on ni nikoli se ukvarjal z Adamičem prej, pa tudi nikoli kasneje, ker je pač imel svoj fevd pri Žihovem Borancu. Ne? Ampak dobro, v redu. Potem smo pa prišli v Ameriko. Ne? Predno smo prišli v Ameriko na Immigration Research Center, kjer je pač po zaslugi recimo mojega očeta prišlo do simpozija o Luju Adamiču, ki je bil potem dvojni simpozij v Ljubljani, pa v Minnesoti, v Minneapolisu takrat. Ne? Potem smo pa v bistvu
v bistvu dobili spet neke vrste politični poduk. Torej, ne smemo se pogovarjati z ljudmi, ki so bili spoštovani profesorji, ampak so bili na drugi strani v drugi svetovni vojni. Ne? Profesor Velikonja, profesor Novak, ne? Ki je potem trajalo do leta torej samostojne Slovenije in potem še malo časa, da je lahko objavil svoje knjige v Sloveniji, ne, kar je tudi nekaj. No, sicer pa je res tudi to, da jaz sem potem imel predavanje o Luju Adamiču in drugi svetovni vojni in potem je imel isto predavanje pravzaprav profesor Novak. Jaz sem takrat govoril 40 minut, namesto 15 minut, to je bilo moje prvo mednarodno predavanje, tako rekoč, ampak Novak je potem skritiziral moja stališča, ki so bila seveda takrat uradna stališča. No in zdaj, če preskočimo potem na zgodbo, kaj se je dogajalo z Adamičem potem po torej osamosvojitvi Slovenije in tako dalje, ne. Potem je bilo pa seveda spet odvisno od tega, kdo je bil na oblasti, ne. Torej, če je bil na oblasti Janez Janša oziroma janšizem, ne, v tem primeru je bil Adamič zagovornik torej komunistov, zatiralcev, ne vem koga vse, ne, in tako dalje in tako naprej. Torej tako imenovana levo-sredinska opcija, ne, pa tudi ni bila ravno uspešna pri zagovarjanju Adamiča, ker je seveda Adamič ni bil povsem na liniji, tako rekoč, ne. To se pravi, vse skupaj je postalo nekako kar precej zanimivo tudi iz tega vidika, ne, mislim, tudi po osamosvojitvi Slovenije. Torej, zelo sem vesel tega, da je tolikšna pozornost v Sloveniji se vendarle zgodila, da so prevedli to mojo Ameriko. Namreč iz tega vidika je to pomembno, ker Adamič in Jugoslavija je ena stvar, ne? Adamič in Amerika je druga stvar. Jaz sem sicer to že 81. leta poudarjal v svojem članku v teoriji in praksi takrat, ampak vendarle je pa to stvar, ki ni doživela svojega pravilnega epiloga do tega prevoda, ker preprosto nobenega ne zanima več izseljenstvo, bi se malo karikiram, zlasti seveda torej ARRS, ne, pravkar sem govoril z Sonjo, ne, mislim, ki mi je povedala, da noben projekt iz področja narodnega vprašanja, se pravi izseljenstva in narodnih manjšin, ni dobil zelene luči s strani ARRS-ja, kar je seveda spet en od pokazateljev, kolikšno je zanimanje za to vrstno raziskovanje s strani ARRS-ja. S tem, da se razumemo, vsi skupaj smo uspeli to slovensko izseljenstvo vendarle tudi amerikanizirati v tem smislu, da imamo v ameriški literaturi kar nekaj prispevkov o slovenskem izseljenstvu in tako, da pravzaprav Američani vedo za Slovence kot rezultat našega dela in hkrati s tem tudi nadaljujemo recimo na tradicijo Luja Adamiča v tem primeru, ne. Hvala lepa. Nekoliko sem bil predolg, ne. Ravno prav. Mogoče še kakšno hitro vprašanje ali pa pripomba, komentar? Ja, zdravo. Mislim, mene morda bolj zanima glede te Adamičeve knjige Struggle oziroma prevoda,
ki je nastal na podlagi pričevanj jugoslovanskih komunistov, mislim, da predvsem Kardelja, o situaciji, kako so s političnimi zaporniki ravnali, kako so jih mučili v zaporih, ne, kako je bil problem, če si se opredeljeval kot komunist, da te pač takratna vlada zatirala, ni bilo demokracije, ni bilo demokratičnih svobod. In je to tudi v Ameriki potem išlo in je kot kar jasna kritika takrat Jugoslavije, jugoslovanske vlade, jugoslovanskega režima. In me zanima, če je bil kak odziv na to, in tako v ZDA, pa tako kot v Jugoslaviji, če so se vlade kaj odzvale, če so se odločevalci politiki odzvali na to, so kaj komentirali, kak je kralj oziroma vlada, na primer v Jugoslaviji, reagirala, kako je v ZDA, mislim, ker tega nič ne poznam, me zanima, kakšni so bili odzivi na to. Milan? No, tu je bila ena knjižica The Struggle oziroma Boj, ki je išla, mislim, da en mesec kasneje po The Native's Return. V tej knjižici, v bistvu to moram povedati, to je bil rokopis, ki ga je domnevno pod roke dal Edvard Kardel. Adamič od tega takrat še ni vedel, to mu je šele po vojni povedal, leta 1949, da je to on bil takrat, a ne? Tako da to je ena zanimiva zgodba, tako da je tista knjižica vprašljivo, čigav je pravi avtor, ampak ta knjižica je dosegla velik odmev, zato ker so ustanovili prav odbor, kjer so se začeli podpisovati eminentni javni uslužbenci, kulturniki, ki so protestirali proti mučenju zapornikov in pobijanju zapornikov v beograjskih zaporih. In učinek je bil tak, da od takrat naprej v Jugoslaviji se več niso upali ubijati komunistov po zaporih ilegalno. In da je bil v bistvu zaradi tega bolj strožji nadzor, kaj se tam dogaja. Tako da v tem pogledu je imel Adamič dosegel je zelo velik vpliv, da se je nekaj končalo, kar je bilo prej stalnica. Se pravi, pobijanje se je končalo, mučenje in to verjetno se ni, ampak pobijanje političnih zapornikov v zaporih se je pa končalo, ker je bila tudi afera, ko so, mislim, da ubili enega znanega komunista v zaporih v Beogradu, mislim, da je bil Đuro Đaković, pa so pa njegovo truplo prepeljali do meje, avstrijsko-jugoslovanske meje, pa so pol rekli, da je tam nekje hotel pobegniti, pa so ga ustrelili, v resnici pa je bila resnica drugačna, ne. Po tem, ko je Adamič poskrbel za to, da so književniki in ugledni Američani začeli protestirati proti tem, kaj se dogaja v takratni kraljevini Jugoslaviji, se to več ni dogajalo, zato ker je Jugoslavija tudi se trudila v tistem trenutku še nekako biti zaveznica teh antantnih sil Francije, Velike Britanije, ker so pa človekove pravice, oziroma takrat še tako ni reklo, ampak kjer neke vrednote so že nekaj pomenile, ne. Tako da, ja, to je bil njegov velik, to je bil velik uspeh Adamičev v 30 letih. In jaz lahko rečem tudi, da se mi zdi, da knjiga Moja Amerika vsekakor kaže na nek način, da njegovo pisanje razblinja neko naivnost, hkrati pa krepi optimizem, ustvarjalnosti in vztrajnosti. V tem v bistvu trenutku bi jaz tudi, glede na to, da so bila omenjena 50 do 70 leta, omenila sem to, da se obeta tudi ponovni prevod knjige Orel in korenine in sicer tudi s cenzuriranim oziroma umaknjenim, neobjavljenim poglavjem z naslovom Partija šaha med potresom. Ob tej oziroma na tej točki tudi zahvala založbi Sofija, ki je omogočila prevod knjige Moja Amerika, ilustratorki Sameri Kentrić za ilustracijo naslovnice. Brez njih današnjega dogodka ne bi bilo. Hvala Atriju ZRC-ZU, da ste nas gostili tukaj. Hvala Znanstveno-raziskovalnemu centru SAZU in knjigarni Azil, da ste nas vključili v praznovanje vašega rojstnega dne. V okviru Sofijinega simpozija ste vabljeni tudi 10. oktobra v Škuc, kjer bo ob 18. govora o političnem potencialu utopije, tako z raziskovalkami ZRC-ZU-ja kot z mednarodno platformo Edicija Jugoslavije. Jaz bi zaključila počas v resnici z besedami Luisa Adamiča, ki pravi: vsi, ki nam je mar za boljšo prihodnost, civilizacijsko in kulturno, za napredek, bomo morali začeti misliti. Iskati bomo morali nove koncepte civilizacije in nove metode družbenega napredka.
In na tej točki se vam jaz najlepše zahvalila, hkrati pa spomnila, da ko je dejansko vlada Mira Cerarja leta, mislim, da 2015 začela postavljati žico okrog nas oziroma na južno mejo, je znanstveno-raziskovalni center SAZU se odločil, da v protest postavi žico na pročelje stavbe nasproti nas. In današnje praznovanje rojstnega dne se zaključuje tudi s sklepnim dejanjem snemanja žice, tako da v tem trenutku bomo mi zapustili omizje in ga prepustili, da nekaj besed pove dr. Oto Lutar, direktor ZRC SAZU. Zatem pa bo mikrofon predal Igorju E. Bergantu, novinarju RTV Slovenija in borcu za javno televizijo. Po mojih informacijah bo zraven tudi Borisa Novak, tako da prepuščamo v zelo eminentno družbo. Vse to ob slovesnem dogodku sklepnega dejanja snemanja žice. Najlepša hvala, da ste bili z nami.